Od 16.3. do danes smo pomagali približno nekje 74 posameznikom. Na nas se obračajo predvsem ljudje v stiski, se pravi starejši občani, ki so osamljeni, ki nimajo nikogar, da bi jim priskrbel osnovna živila, tudi iz trgovine živila, ki jih potrebujejo, potem potrebujejo plin, dostavo drv in pa zelo veliko občanov se obrača na nas tudi za zdravila. Tukaj je ena novost, kar je za nas, za naše prostovoljce zelo nam se zdi to redno, zaradi tega, ker ne potrebujemo več, da gremo po kartico zdravstveno in potem v lekarno in nazaj, ampak po novem lahko nam dajo uporabniki samo svojo številko zdravstvenega zavarovanja oziroma EMŠO, gremo v lekarno, vzamemo zdravila in jih dostavimo uporabniku. Pri tem seveda spoštujemo vsa pravila zaščite, kar pomeni, da so naši prostovoljci primerno zaščiteni, da ne prihaja do nobenih kontaktov osebnih, da se pri tem po telefonu dogovorimo, pozvonimo oziroma potrkamo in pustimo na vratih. Nekje prostovoljno delo trenutno upravlja približno od 8 do 10 prostovoljcev. To pa zato, ker tudi malo razmišljamo o tem, da nismo aktivirali vse prostovoljce, ampak jih je nekaj na čakanju. V primeru, da se bo število potrebnih povečalo, bomo aktivirali tudi ostale prostovoljce. Pripravljena je tudi naša ekipa prve pomoči, je aktivirana in v pripravljenosti za pomoč drugim ekipam na mejnih prehodih, kjer pomagajo pri zaščiti in reševanju. Vsem občanom želimo zdravja in jih prosimo, da resnično ostanejo doma. Zato bomo mi poskrbeli in prinesli na dom vsem tistim, ki nas nujno potrebujejo.